Danes v Pomurskem dnevniku. Pahor in pomurska šolarka zaželela uspešno leto. Prvi šolski dan. 9. pozdrav jeseni. 2 novi referendumski pobudi. Vreme, jutri bo sončno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes je prvi šolski dan. V novem šolskem letu 2016-2017 osnovno šolo obiskuje okoli 175.700 osnovnošolcev, srednje šole pa okoli 75.000 dijakov. Uspešen začetek novega šolskega leta sta iz predsedniške palače zaželela tudi predsednik države Borut Pahor in Ela Hozjan iz Črenšovcev. Sem Ela Hozjan in obiskujem osnovno šolo Franceta Prešerna Črenšovci. Zelo sem vesela, da se bo začela šola. Po počitnicah sem se zabavala in doživela veliko lepega. Svoje sošolke in sošolce že močno pogrešam. Komaj čakam, da se spet srečamo. Skupaj se bomo v 3. razredu naučili veliko zanimivih reči. Vesela sem, da me je predsednik Republike Borut Pahor povabil k sebi v predsedniško palačo, da ob začetku šolskega leta nagovorim otroke. Vse otroke prosim, da ste na poti v šolo previdni. Bodite prijazni drug do drugega in se pridno učite. Ubogajte učitelja in učiteljice in bodite ustvarjalni. Uživajte v svetu domišljije in pravljic, ki jih boste spoznali. Vse odrasle, ki boste spremljali svoje malčke v šolo, prosim, da ste do njih nad vse prijazni in pozorni. Objemite jih in spodbudite, da bodo veseli in razigrani stopili v šolo. Vsi udeleženci v prometu, bodite posebej previdni, da se na poti v šolo ali iz nje kateremu od otrok ne bi kaj zgodilo. Naj se vsi otroci varno vrnejo domov in pripovedujejo o dogodivščinah, ki jih bodo doživeli v šoli. Dragi učitelji, prosim vas, da toplo in srčno sprejmete svoje učence in spodbudite tiste, ki bodo morda zaskrbljeni ali bodo pogrešali svoje starše. Pomagajte jim, da se bodo v šoli počutili prijetno. Vsem želiva, da bi bil začetek novega šolskega leta razigran in uspešen. Imejte se lepo in srečno. Še zlasti zanimiv pa je današnji dan za okoli 22.300 otrok, ki v osnovno šolo vstopajo prvič. Posebej zaradi prvošolcev danes in prihodnje dni velja, da je treba na območju šol in vrtcev ter šolskih poti voziti previdno, na kar bodo opozarjali številni prostovoljci in policija. Naša ekipa je danes prvošolce pospremila na soboško 3. osnovno šolo. V mestni občini Murska Sobota bo prvič sedlo v šolske klopi 181 prvošolk in prvošolcev, od tega jih je danes 49 prvič prestopilo prag 3. osnovne šole v Murski Soboti, kjer so za njih pripravili prav poseben sprejem. Res je to v življenju otroka in tudi staršev najbolj pomemben dan. Mi smo se na ta dan zelo dobro pripravili, učiteljice so se skrbno pripravile z vsem potrebnim, kar je za prvi šolski dan potrebno, in želimo si, da smo varna opora vsem tem otrokom na ta dan in celo šolsko leto. Otroci so za dobrodošlico dobili darila. In kako so se pripravljali na prvi šolski dan? Danes pričneš s šolo, kako se počutiš? V redu. Si se pripravljala kaj na prvi šolski dan? Ja. Kako? Torbo sem si vzela pa prišla. Pa se veseliš šole? Ja. Kaj misliš, kaj boste tukaj vse delali? Učile. Kaj se boš misliš naučila? Kako se kaj delati. Povej, kaj bi pa rada postala, ko boš velika? Doktorica. V telovadnici pa so za še bolj topel sprejem učenci pripravili zabaven program.
Sprejema prvošolcev se je na osnovni šoli 3 udeležil tudi podžupan Boštjan Berla, ki je staršem in njihovim prvošolcem zaželel uspešno leto. Da bi bilo šolsko leto 2016-2017 zares uspešno, si bodo prizadevali vsi zaposleni, nam razlaga ravnateljica. Kar se tiče novosti na državni ravni, je novost tuji jezik v 2. razredu kot obvezni predmet. Drugače smo pa se mi pripravljali najprej seveda analize ob zaključku šolskega leta in na podlagi teh analiz zastavili cilje za delo vnaprej. Odločili smo se, da pristopimo nacionalnemu projektu Zdrava šola in v tej smeri so naravnane tudi naše aktivnosti tekom celega šolskega leta. V sklopu aktivnosti bodo dejavnosti, ki jih bomo izvajali za učence, za starše in izobraževali tudi naš kolektiv. Kajti pomembno nam je zdravje otrok, duševno zdravje vseh nas, kajti to so dobri temelji in potem lahko gradimo vse drugo, kar smo si zadali tudi naprej. Sicer pa je skupno v Sloveniji prvič šolski prag prestopilo 22.300 otrok. Kulturno-turistično društvo Črnelovci tudi letos pripravlja Pozdrav jeseni. Gre za 3-dnevno tradicionalno prireditev, ki v Črnelovcih poteka letos že 9. Kaj zanimivega se bo dogajalo, pa nam bo v nadaljevanju povedala Jožica Viher, predsednica Kulturno-turističnega društva. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Tako je, kot ste povedali, brez pozdrava jeseni v Črnelovci ne gre. Spet pripravljamo to našo tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni. Zakaj ste se odločili ravno za Pozdrav jeseni? 9. že letos pripravljate. Kaj to pomeni? Ja, to je že dalj časa traja. Ko smo pa pričeli s tem, smo želeli našim mlajšim, našim zanamcem prikazati, kako se je nekoč delalo, kako tudi trdimo in mislimo, da je bilo včasih bolj sproščeno, lepše, ko so delali na kmetijah. In to želimo tudi prenesti, da se ne bi pozabili na naše najmlajše. Naša prireditev je bila prvo leto tako, da smo imeli samo kulturno prireditev. Drugače bi že imeli 10. obletnico, ampak tehnično dediščino, ki smo jo naknadno vpletli v ta naš in potem poimenovali Pozdrav jeseni, smo pa začeli pred 9 leti. Tako da res upamo in želimo, da bi naj to ostalo in naj bi se nadaljevalo še dolga leta. No, kot smo že na začetku povedali, gre za 3-dnevno prireditev, nekaj malega ste že povedali, kaj vse ste vključili v to prireditev. Tako je, gre za 3-dnevno prireditev. Odločili smo se pa zato, da smo razdelili nekako na sklope. Prvi dan v petek smo dali naslov Pozdrav naravi, Eko narava, ker smo pred leti imeli tudi Skupaj do zdravja in smo nekako želeli, da se to obdrži. Imamo v petek, to je, ko začnemo z našo prireditvijo, jutri, ob 18. uri, Zdrav korak, z fizioterapevtko Metko Vlaj. Potem bomo nordijsko hojo, bomo šli malo po vasi. Začetek bo pred Vaško-gasilskim domom in bomo šli na športni center. Potem bomo imeli tudi izvedbo testiranja zmogljivosti prijema, ki je eden izmed pokazateljev splošne fizične pripravljenosti. Nekako smo se z fizioterapevtko zmenili, da bomo tudi te meritve opravili. To je letos novost, tako da vabimo, da se nam v čim večjem številu pridružijo. No, vrhunec prireditve pa je nekako sobotni dan. Takrat imate vsebine prirejene dejansko oziroma posvečene kulturni dediščini. Tako je, kulturni dediščini in pa tehnični dediščini. Začnemo s prireditvijo o 15. uri. Pričetek bo z mlatitvijo mlatev z cepmi. Najbolj star način mlatve. Moram povedati, da tudi danes naši vrli, člani društva žanjajo žito,
En član društva je pustil žito na njivi in danes požanjamo in potem bomo v soboto s cepmi mlatili to žito, da bomo prikazali tisto prvo, kako se je delalo s cepmi. Potem bomo na stojnicah imeli razne pogače, to je vse od zrna do kruha in smo se letos odločili in tudi na pomoč nam je priskočila družina Merklin, ki imajo staro krušno peč in bomo vse spekli v peči, od vrtankov, kruha, bib, poselank, tako da bo tudi to vse na naših stojnicah prikazano in tudi seveda zakupiti, za pojesti. Cvrli bomo tudi langaš, tako da nekako smo se letos odločili, da bo vse tak na en naraven način. No, zvečer pa potem kulturna prireditev. Tako je, to je pa tudi že tradicionalno, ob 18. uri pa je kulturna prireditev, kjer letos prvič pri nas nastopajo razne skupine, ki še nismo, nekako se trudimo, da vsako leto privabimo nove nastopajoče. Tako letos pridejo na naš oder tamburaši iz Cirkulan, zelo znani in zelo zanimivi tamburaši. Potem folklorna skupina Goska iz Satahovec, oni so že bili pri nas, pa vedno so k nam dobrodošli. Potem Kut Josip Genc iz Vednja, iz Hrvaške, ti so tudi na novo. To je pa ena glasbena skupina, pevska skupina, ki jo spremljajo z inštrumenti, tako da osrednji gostje so prav oni. Potem pevska skupina Prekmurci, tudi vsem dobro znana in tudi pri nas zelo zaželjena in dobrodošla. Potem pa domači in mešani pevski zbor Črnelavci in pa ljudski godci Črnelavci. Potem po prireditvi bo pa eno, smo poimenovali tudi tako, druženje z živo glasbo, zabavali pa nas bodo prav ti gostje iz Hrvaške. No, vaša prireditev je dejansko namenjena vsem generacijam, nekako poskušate v prireditev vključiti vsebine, ki so namenjene tako najmlajšim, kot tudi tistim nekoliko starejšim. Zato je nekako tudi nedelja tradicionalno vsako leto namenjena najmlajšim. Tako je, pa tega smo zelo, zelo veseli in ta prireditev je tudi zelo obiskana. In trudimo se, da tudi našim najmlajšim nekaj ponudimo, da ne samo starejši, da se tudi ti zabavajo. In letos smo povabili v goste pisane mehurčke v sodelovanju z gledališčem Kukuc. Nam bodo pripravili zanimivo predstavo, ki je tudi sedaj znana, Maša in medved. Tako da bo Mašenjaka se imenuje ta predstava, gledališka predstava, namenjena pa je vsem otrokom od 1 leta naprej. Tako da bo tudi zelo zanimivo, po prireditvi pa bodo naše članice oziroma frčafele pekle palačinke, slastne palačinke. No, ob koncu mi samo še povejte, kaj pričakujete od letošnje prireditve, 9. pripravljate, vreme, kot zgleda, bo dobro. Ja, upajmo, da bo dobro, da smo vreme naročili. Pravimo to vsako leto, ampak včasih nas kaj izneveri. Letos pa kot upamo in si želimo, bo res lepo vreme in vabim vse, da se nam pridružijo. Bo nekaj novega, nekaj bolj zanimivega po našem, po mnenju organizatorjev, ki smo organizatorje, in vabim in želim, da se nam v čim večjem številu pridružijo vsi, zaželjeni so od vse povsod. Uspešno torej. Hvala lepa. Začel je teči 25-dnevni rok za zbiranje podpisov za razpis 2 referendumov, katerih pobudnik je Sindikat delavcev migrantov. Novi 2 pobudi za zbiranje podpisov volivcev za razpis 2 zakonodajnih referendumov, in sicer o noveli zakona o dedovanju ter zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka, so delavci migranti vložili sredi julija. Predsednik državnega zbora Milan Brglez je v nasprotju s prejšnjimi pobudami sindikata tokrat določil rok za zbiranje podpisov. Ta je začel teči danes, zadnji dan zbiranja podpisov pa je 5. oktober. Za vložitev zahteve pobudniki potrebujejo najmanj 40 000 podpisov volivcev. Delavci migranti so sicer pred omenjenima vložili še 6 pobud za razpis zakonodajnega referenduma, a se je Brglez takrat odločil, da roka za zbiranje podpisov ne bo določil, saj je šlo po njegovem mnenju za zlorabo instituta referenduma. Temu je pritrdilo tudi Ustavno sodišče, na katerega so se obrnili v sindikatu. Podjetje Varis iz Lendave, katerega glavna dejavnost je izdelava gotovih kopalnic, je lani poslovalo izjemno uspešno.
Tudi letos se srečujejo z izredno velikim povpraševanjem po njihovih izdelkih. Za svoje izdelke so bili že večkrat nagrajeni, z več kot uspešnim poslovanjem pa se uvrščajo v sam vrh lestvice poslovnih subjektov v Sloveniji. Več si preberite na sobotainfo.com, mi pa si v nadaljevanju poglejmo še kratke novice. Prvi september nam je postregel s prijetnim sončnim vremenom. Poglejmo si, kako kaže v prihodnjih dneh. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 27 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Murski Soboti namerili 23 stopinj Celzija, v Lendavi in Radencih pa stopinjo manj. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 12 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 28 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V nedeljo bo sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Popoldne bo od zahoda oblačnost naraščala in v severovzhodni Sloveniji se bodo zvečer začele pojavljati padavine, deloma nevihte, ki se bodo v noči na ponedeljek širile proti vzhodu. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 12 in 14 stopinjami, dnevne pa med 23 in 29. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri ob istem času na istem programu. Bodite torej z nami in srečno!